Ejo ekipa, mi smo Klinci, poslušate Radioaktivno. Aj. Čist na blef, jo, obrnilo se brdo ljudi, s cajtom ful ih prešlo. Sjebo 5 grdih tipov, neće s prve v peto. Mali delo backdoor, ful je glupo, sam je dope. Nikdar ne bo fair boy, ne bomo već sad boys. Zdaj bomo bili trash boys, kurjeni do bola, pršte ven, to su facts boy. Furamo sam sex boy, klinci su ti swat boy. Lak se probaš kurčit sam, ne možeš biti hard boy. Kaj se reklo? Pridem pokren steklo, prešli jazz, jo. Pršu friend note, mili blast boy. Bilo je neizbježno, šli na max bro. Pršu fanboy, je kontestov. Nisam pesov, pol sam dancov. Ej, pogodim v glaču ki moram, zdaj bi se kaču kaj si naporen. Ko delim kolače i torte, skus poskrbim za svoje, to mi je koreks. Čist na blef, jo, obrnilo se brdo ljudi, s cajtom ful ih prešlo. Sjebo 5 grdih tipov, neće s prve v peto. Mali delo backdoor, ful je glupo, sam je dope. Nikdar ne bo fair boy, ne bomo već sad boys. Zdaj bomo bili trash boys, kurjeni do bola, pršte ven, to su facts boy. Furamo sam sex boy, klinci su ti swat boy. Lak se probaš kurčit sam, ne možeš biti hard boy. Sve normalno, brutalno smo pršli po beat, bra, klinci su lit, bra. Priča ni ista, nismo mi iz istega streeta, nismo mi iz istega šita, tukaj zaviznaš, boli me kita, koliko se priča, koga se vika, koga se tika, kdo je metlika, tlika, znaš, tu se sika, znaš. Neka se tikat, oh fuck, pridemo noter na brijani čisto, zjebani hitro im padeš na pikov, zemem ti se i ne pustimo tisov, ubili već smo tipov, jebali veću pičku, brat, če nisi znao, zdaj znaš. Čist na blef, jo, obrnilo se brdo ljudi, s cajtom ful ih prešlo. Sjebo 5 grdih tipov, neće s prve v peto. Mali delo backdoor, ful je glupo, sam je dope. Nikdar ne bo fair boy, ne bomo već sad boys. Zdaj bomo bili trash boys, kurjeni do bola, pršte ven, to su facts boy. Furamo sam sex boy, klinci su ti swat boy. Lak se probaš kurčit sam, ne možeš biti hard boy. Na blef je bila skladba Klincev z albuma Frendi, Marko pa z mano vodaje Radioaktivno, zdravo. Zdravo. Ste Klinci tudi frendi? Najbolji frendi iz otroštva bi rekel, no. Od prvega dana. To kaže tudi naslovnica albuma? To kaže tudi naslovnica, že takrat smo se poznali, ko so te slike nastale. V bistvu smo Maj pa Črco bratranci itak, ne, mi smo pa vsi skupaj isto od jaslic, tako da 20 let prijateljstva že za nami, ful enih dogodivščin in to je zdaj, bom rekel, sem prvo poglavje te zgodbe Frendov. Dejansko ste trije Klinci. Tako je, 3 smo Klinci, Frendov je pa malo več. Si morda pogledal na Frano oziroma vse se kaj pomeni klinec? Klinec? Sem pogledal. In? Boli me klinec, kaj pomeni klinec. Ja, to je ena izmed razlag. Tako. Smo pogledali, samo pri nas je Klinci v bistvu, itak smo tu blizu meja, ne. To pomeni v bistvu otroci, mlajši v tem smislu, ne. Je pa to nekako, to ime se nas naravno primlo, bom rekel, ki smo se ful za starejih skus družili in že takrat smo bili Klinci, že v osnovni šoli, že v srednji šoli so nas skus izvali Klinci, ne, ta starejša ekipa in nekako je bilo to pol naravno, da smo si to ime dali. Veš, da sem našel tudi, da je to Zobotrebec, pa ne vem, v katerem narečju. A res? V našem ne, bogami. Verjamem, ne, vidim pa, da vlečete malo na Hrvaško, torej niste iz Ljubljane. Ne, nismo iz Ljubljane, mi smo drugače iz Metlike, Bela krajina, to je direkt tam pri meji, pri granici. Živimo sicer zdaj eni v Ljubljani, no smo tudi v Ljubljani dosti nastopali, ki pač je neizogibno nekako, da ne priješ to Ljubljano, ne, prej ali slej. Se pa čuti, bom rekel, ta naša odraščanje v Metliki, pa to, da smo pri meji. Ste potem sami pridni fantje z Metlike? Mi imamo en izraz, bitange, ne, to je spet malo hrvatizem, malo, mislim, celo srbsko, ne znam, kar pomeni barabe, ne, tako da v Metliki je dosti bitang, ja vam rekel tak, mi smo bitange, ampak bitange za mozgom. Pričela sva skladbo na blef, ampak vse skupaj, ko poslušamo, ni na blef. Ni na blef nas ta album, definitivno ne. Po drugi strani pa je ta nek na blef moment bil, ker na začetku itak nismo znali, kam nas bo ta pot popeljala in
kak reče recimo, kak je v refrenu, ne, obrnilo se brdo ljudi, s cajtom ful jih prešlo, ne. Pač nismo mogli znati, kako bo se ta pot razvila, tako da na nek način je na blef, na nek način je pa to ful planirano, ful, bom rekel, načrtovano, ne. Druga, ki bo spustila, bo 1000 besed. Ste jih na albumu dali več kot 1000 ali ne? Ja bi rekel, da smo jih dali 100 000 milijonov na albumu. Je pa ta neka, spet ta je malo bolj, gremo na deep, ne, začnemo na blef, da malo pokažemo zobe, da malo pokažemo, bom rekel, to našo mentaliteto, ne. Pol pa damo takoj, bom rekel, eno tako malo bolj artistično, malo bolj globoko, ne, ker v bistvu pokažemo na nek način, da imamo tudi to globino, ne. 1000 besed, lahko bi jih bilo milijon ali pa milijarda ali pa 100 milijard, imamo jih kar dosti za povedati, no. Vzemem zrak, pogled, gre na stran, mi pride friend, ne znam kam, na blef, gremo sem do nebo, whack, lep je dan za med, lep je i svet, vzemem zrak, ispet, nečem čakat 200 let, nečem guta teh tablet, ne znam predat si recept, 1000 besed, gremo na blef, brez bremzdem, na blef, mrak mi je friend, reče mi se, znam ga od prej, glej, pokaže mi smer, kam grem zdaj, brez besed. Mrak je lep, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, svet je bled, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, mrak je lep, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, svet je bled, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, sve, zdaj sneg, skoro seba sem zbledel, na prste lučke štev, rekle so 1000 besed, moje sanje so pepel. Upanje po tleh, upov bazen, moj sosed skuz zadet, od tablet je bil proklet, autoportret, prelep, probal prodat za 5 kep, svečke za sob, lučke na bon, sem nezastonj, mrak je lep, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, svet je bled, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, mrak je lep, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, svet je bled, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, rekle so. Gremo na blef, brez bremzdem, mrak mi je friend, reče mi se, znam ga od prej, kaže mi smer, zdaj vam pogled, brez besed. Nimam več let, 1000 besed, mi smo ti svete skrivnosti v klet, oči na ledne po noči zavret, noči tak zgubo da nehal jih štet, špirim svet, podlečo njega spet, vzet teh let, gledat mret, ga moram dat na let, spet na vest, dat ga vred, cel život imel da se spremim tip, te verjemi mi je, da sami sebi problemi bili, samo meni ni ta svet, všeč, zadgrem, na let vzet tablet, teh zaplet, mi je svet, sem zavret, mi je lep. Spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, svet je bled, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, mrak je lep, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, svet je bled, spet, po noči lučke svetijo, 1000 besed, rekle so.
1000 besed, Klinci, album Frendi, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Prebral sem, da ste osvežitev na domači hip-hop sceni. Se strinjaš s tem? Pa ja bi se strinjal s tem, zato ker ta trap obstaja zdaj že nekaj časa, ni zdaj to nekaj čist novega, ne? Ampak mi nismo nikdar bili ljudi, ki smo hteli delati v nekih okvirih. Ne? Čeprav delamo recimo trap, je to še skus na nek naš način. Ne? Pač eno je dialekt, drugo je malo sporočilnost, pa sam način, kako se lotimo delanja komadov, kaj čemo s tem povedati, tudi ta nek message, pa ta neko poslanstvo, ki ga imamo v tej muziki, tako da bi definitivno rekel, da smo nekaj novega. No. Je pa to seveda bo čas, pa ljudi bojo povedali, če je to res. Klubski maraton 2020 je bila prelomnica, da ste prišli bolj na površje? Pa ja bi rekel, da je, definitivno. Radio Študent nam je tam kar dosti dal, bom rekel, isto smo enega novega folka je čulo za nas. Tudi, bom rekel, smo obrnili kar en del Slovenije takrat, sicer nažalost je bila korona, nismo mogli mogoče tu, kuk bi lahko. Ampak je bila ena prelomnica in definitivno smo hvaležni za to izkušnjo. Ne. 3 člani ste, kot sva rekla že prej, Marko, Laki, tako. To si ti. To sem ja. In še druga 2, kdo sta? Maj Gajić, Majki Swat in pa Črtko Čevar, Princ Husky. Ne. In odkot ti hudi vzdevke? Vsak po svoje, ne. Jaz sem Laki v bistvu že kar en čas, nekako se me ta nickname primil v srednji šoli. Malo zaradi priimka, ker se Lakner piše, malo pa tudi zaradi tega, ker sem Laki. Ne. Torej te spremlja sreča? Pa ja bi rekel, da sreča prati hrabre in jaz sem eno teh, bi rekel. Ne. Majki je bil, itak Majki odskos, ne, ki je bil pač Maj. Pol je pa dodal ta SWAT, ker pač mi smo tudi na nek način Klinci SWAT, ne. To je taka ena zanimiva zgodbica, no. Vsi reperi so skozi hteli biti gangsteri, hteli so biti kriminalci, ne. Mi smo pa rekli, gremo čist kontra. In kaj je kontra? Policija. Ampak mi nismo zdaj prometna policija, ne. Mi smo oni majstri, ki se spustijo v jopičih iz helikoptera, ki naredijo sranje, znači swatovci. Tako da Majki Swat je v bistvu ta nek reprezent tega, ne, kaj mi predstavljamo isto. Husky je pa Husky, on je bil pa prej imel dost en lame nickname, pa no disrespect, če boš to poslušal, ne. Ampak ko smo šli malo v te trap vodice, je pa rekel, da bo Husky, kar je malo povezano z njegovih očih, če bi ga videl, bi takoj ti bilo jasno, ima oči ko Husky, ampak zraven je pa pomogel, da če neki royalty je zraven, pa je Princ Husky. Je tudi tako zmogljiv kot Husky? Še bolj, mogel bi ga videti. Kako pa ste vsi 3 prišli skupaj? Pa to je bilo dost v bistvu organsko, kot sem rekel, ne, mi smo kolegi že od malega, od vrtca smo se že poznamo, se družimo. Vsi 3 smo bili v bistvu že cel life entertaineri, class clowni smo bili, že v osnovni šoli smo bili oni, ki so bili najbolj glasni, skozi ko je bila priložnost, da se gre nekaj nastopa, da se nekam pokaže, da se daš pred ljudi, smo bili v prvi vrsti. Pol smo začeli vsi malo rapati, jaz sem takrat prvi začel z enemu kolegu, pol so Črt pa Maj začeli v bistvu rapati, da mene pa tega kolega začnejo disati, da se sprdajo iz nas, ne. In pol se nekako tako obrnilo, da kaj pa če je mi kako mat skup naredili, tako smo imeli v Metliki onda en nastop, ki je bo čist iz danes na jutri zmenjeno, 3 besedila smo dali skupaj, to smo odperformali, pol smo rekli v bistvu, pa to je to, da igramo skupaj delati, tako se skozi družimo in pol smo nastali Klinci. In tretja od Klincev bo Full Hood Dope, precej eksplicitno. Precej eksplicitno, ni nekaj do za razlagati, Klinci smo Full Hood Dope. Kdo ne zna, kaj to pomeni, naj si pogooglajo, ne. Malo čudni sem dope, full glupi, full šok, full šupki, full go, se skužli čist boss. Na mizo fuknu do, se je bilo tak full hood. Če imaš full hood dope, buras fukni ga na stol. Brati, sestre, si smo not, guzijo se za stonj. Bendam jo na stol, bekam i frendico. Full smo glupi, smo dope, fukni vse na stol, brat. Nekaj se zanašat nismo resni, ne znam se obnašat, pišem pesmi. Malo čudni smo dope, tu se ne gre za ponos. Mi smo ti na levi, ti na desni, gremo borit se za levi, buris kis. Čist drugi level pa v začet smo smešni, čak zdaj začenjamo s pospeški. Pa se smejem, gledam, paf, kjer je scena, baby. Malo čudni sam se dope, malo glupi sam show, malo šupki sam dope. Malo čudni sam dope, full glupi, full šok, full šupki, full go, se skužli čist boss. Na mizo fuknu do, se je bilo tak full hood dope.
čisto slov. Danas gremo vsega čisto slov. Klinci, frendi, čisti dope. Landam avion. O moj bog. Klincov, boje sto. Harali smo celo noć. Vse ih poznam, ne znam kdo je kdo. Svako grdo facu se gleda. Njihova nesreća nam je smešno. Život ne da mi mira. Ja ne jemljem ga čist resno. Sem ko prišla ta izbira. Mi prešli smo čez cesto. Uno noč ko je grmelo. Ubilo se nas frendov 200. Vzeo mi dušo, džavo znaš, enim je to čudno baš. Meni njemu je normalno. Malo čudni sem, dope, full glupi, full šok, full šupki, full go, se skužli čist boss. Na mizo fuknu do, se je blotak full hudope. Klinci, album Frendi, oddaja Radioaktivno, Marko z mano. Prej si rekel trap. Trap, past. Koliko se potem to razlikuje od repa? Pa razlikuje se, definitivno se razlikuje malo v samem messageu, razlikuje se v soundu, definitivno, ne. Biti so malo drugačni, te bobni so bolj čopani off. Pa pravim, glavno se razlikuje po mojem res v temu messageu, v tej tematiki sami, ne. Ja, doskrat pravim, da je trap novi punk, ne. To, kaj je bil punk recimo v 90-ih, je trap danes v temu našemu hiperkapitalističnemu svetu, to je na neke vrste mogoče izraz upora, ne, pač hedonizma, nihilizma na nek način, ki se pač izraža kot posledica tega, kam se svet obrača, ne. Samo je pa pač naš punk, ne, ni to ta punk, ki je bil včasih, ampak je naš punk, naši generaciji, ne. Kako pa to vrstno glasbo sprejema lokalno okolje, ki je bolj podeželsko, kot na primer naše, in je trap bolj urbana glasba, ne nazadnje kot rap? Definitivno, ne. Mislim, vse rap je tudi urbana glasba, ne. Težko za vaše okolje govorim, lahko rečem za moje okolje. Se je približno enako. Tako, ja bi rekel, da mislim, Metlika je načeloma full punkersko mesto bilo odskozi, tako da bi si človek predstavljal, ajde, ko sem rekel novi punk, da bodo to nekako sprejeli, ampak rabijo malo, no, niso še čist tam, ta autotuning zna zmotiti, bom rekel, ker ga hitro asociira mogoče s to bolj srbsko muziko, s tem turbo folkom, mala Džalo, brat, Buba, Koreli, ta scena, kar ni čist tak, še skozi tukaj neke globine, no, vse v tem trapu, ki ga mi delamo, ampak ja mislim, da počasi začenja tudi oni sprejemati, ne. Na vse zadnje je trap trenutno najjača glasbena zvrst na svetu, ne. Če pogledamo malo tudi pop glasbo, kaj se zdaj dogaja, ne, vse vleče malo na trap, podlage so vse bolj, bom rekel, traperske, ne. V končni fazi tudi full enih trapperov zdaj sodeluje z pop artistih, ne, zato ker pač je in, zato ker je to se primlo, ne. Ja mislim, da bo tudi Slovenija prišla do tega, samo pač rabijo še malo, ne. Po korakih. Po korakih, glej, postopoma. Do 3. albuma bojo vsi trap poslušali, ja pravim. Ste imeli kakšne vzornike? Ali dejansko delate neki v nasprotju s vsemi ostalimi trendi? Ne, to mislim, da ne mogoče brez vzornikov, ne, pač vsak človek ima vzornike, imeli smo jih i mi. Zdaj glasbeno, kaj se tiče, pač smo full to ameriško sceno poslušali, ker v Sloveniji v eni točki je hip-hop, rap scena malo zastagnirala, no, to se zdaj počasi spremenja in sem full veselo, s to dogaja. Full je enih novih artistov, mladih, ki res delajo spremembo. Kaj se pa tiče naših vzornikov, so bili večinoma ameriški artisti, neki Migosi, Travis Scott, Future, Kanye West, ne vem, recimo Chet pa Maj so pa isto dosta grunge poslušali, dosta rock, znači Alice in Chains je tudi vmes. Kar se tudi čuje mogoče na nekih komadih, ki bojo še prišli ven. Imamo radi to distorzijo, radi imamo ta malo grunge feeling, ne. Tako da vzornikov je bilo full. Na slovenski sceni bi lahko recimo Metere izpostavil, ki so full naredili spremembo v sami estetiki glasbe, še posebej, kaj se tiče hip-hopa, ne. Oni so nekako bili prvi, ki so recimo delali tako muziko, da več ni to na nek način samo rapamo o sociali, o temu, kak je live band, o temu, da pred bloki hangamo, pa da pušimo base, ampak je dejansko neka estetika prišla ven, ne. In to je bilo nekaj novega, pizda, mi tega nismo tu še videli, ne, in definitivno imajo oni tukaj full, so veliko vlogo odigrali, ne, mislim, da tudi za druge artiste, ki so pa za njimi prišli. 4. zadnji čik.
To je pa ena klasična zgodba, ki vsaki, ki puši čike, bo se lahko poistovetil z njo. Milijonkrat smo bili neki veni, kutija skoraj prazna in pride tvoj najbolji kolega, ki po možnosti niti ne puši redno, ne, ampak takrat si je malo popu, pa mu ful paše in ti reče, dej Buras, imaš kak čik, in ti ga gledaš v zadnji čik in ga daš, kaj češ, ne, ser v končni fazi je sam čik, ampak da, misliš si pa svoje, ne. Tako da zadnji čik je ena za vse pušače, ki potalajo svoje zadnje čike hudim bejbam in dobrim frendom. Daj mi reči. Kje si, stari, gej? Kje si? Mi gremo way back, ne brini tip, cele noči snemam take, zadnji čik. Dan ti vsakič moraš reč, brat in doda večkrat. Srendi den sem sred koncerta, sorry, če si. Če si huda pička, onda dobiš zadnji čik. Če smo dobri frendi, dobiš zadnji čik. Če imaš svoje, nekar vzet mi zadnji čik. Če sem čisto gotov, dobiš zadnji dik. Praviš da sem sik, lak ne baviš sem, niti hladiš, sad spraviš zadnji čik. Da pozdraviš sem, ne tip, ki prijazen hteo bi biti tip. Spušiš zadnji dik, spušim zadnji čik, saka mi ček. Lud bi mogu biti, dobro da sem VIP. Zadnjič, cheese, bili smo preveč lit. Zadnji klic, majki me poišče. Čakam boj se, žicam čike, iste priče. Pride sike, vpraša če sem čistej, Če si huda pička, onda dobiš zadnji čik. Če smo dobri frendi, dobiš zadnji čik. Če imaš svoje, nekar vzet mi zadnji čik. Če sem čisto gotov, dobiš zadnji dim. Zadnji dej, ki ne da frkat se mi zdaj. Dej povej mi, zek se pizdiš, če čik ne opristo vrizli. Čik mi zadnji dej, tobak izgubo neki prej. Partija kon bo zdaj, zato čik mi zadnji dej. Zadnji cigaret, moram si ga vzet. Zadnji prejdem spet, ne bi smel ga vzet. 105, na uro grem spet. To bo 6 let, ki sem ti pozel svet. Lucky Golden Cross, samo ne zadnji čik. Nismo resni, šli smo ven, pojeli celi shit. Sklizan lomi nastopnica, mogu sam se bit. Ja i Husky pušti noter, samo ne čik. Zdihtam ti dva, sam če pridna bi bila, dihta ti plac, da bar klima bi bila, stiha ta part, da brat, spitan ti fan. Zlikam si glas, da brat, spim van za vas. Če si huda pička, onda dobiš zadnji čik. Če smo dobri frendi, dobiš zadnji čik. Če imaš svoje, nekar vzet mi zadnji čik. Če sem čisto gotov, dobiš zadnji dim. Dej stari bog, treba premij zmanjkalo, dej mi enega pička. Bilo malo par stari, nisem pušil v 4. To stari, imaš fajs? Mam stari, evo ti. Imam. I kaj ti? A načebi se. Klinci v oddaji Radioaktivno z albumom Frende, to je vaš prvenec. Pripravili ste precej obsežno delo, skoraj 50 minut glasbe. Tako je. Ste se potrudili za začetek? Ja, tako rekel, mogli smo se potruditi, da je bilo samo 50 minut, da ni bilo več, ker dejansko je bilo še ful enih komadov posnemanih. Tudi ful komadov je bilo daljših, pa smo pol probali malo krajšati, pa smo skontali, da to je brez veze. Pač če je komad dolg 4 minute, 5 minut, je to z razlogom, ne, in ne bomo tega delali. Čeprav je mogoče ljudim, so bolj atraktivni, recimo kratki komadi, ampak mi smo tukaj za nalašč šli v to, da na prvem albumu res pokažemo, kaj mi smo, kaj je ta esenca tega, in tudi če je malo daljši komad, si res naj človek vzame čas pa preposluša, če mu je to pač dolpi, če mu je to vredno tega, a ja mislim, da je vredno tega. Tako da 13 komadov smo na koncu dali gor, lahko bi jih bilo 15, lahko bi jih bilo mogoče 20, ampak smo rekli polako, da ne pokažemo vseh kar takoj. Je potem ta album plod odraščanja? Definitivno je plod odraščanja. Ta album je plod ful enih dejavnikov, ki so se dogajali hkrati, ne. To je nastajalo kar 2-3 leta, 3 bi rekel skoraj, ne.
odkar smo nekako si kupili svojo opremo, pa smo začeli sami delati, pa eksperimentirati s soundom. Frendi se zove itak zato, ker so tudi naši kolegi gor, ne, vsi featuringi, ki so, ker jih je kar nekaj, ne, so v bistvu od naših kolegov, tudi mix, tudi večina bitov je naredil naš pač kolega iz otroštva Žiga Pavlović, ne, Pavko. Tako da je, definitivno je plod odraščanja, plod skupnega odraščanja predvsem. Je pa to tudi nek dnevnik prijateljstva, teh nekih prigod, ki so se dogajale. Vmes je bila korona, tako da bom rekel, delanje tega albuma nam je definitivno pomagalo isto pri temu, da smo se soočali vseh teh nekih stvarih, ki so se v zunanjosti dogajale, ne, pač bili smo zaprti za, kaj pa vem, 1 leto, 2 leta, recimo nisi nikamor mogel iti, mi smo imeli takrat studio Zizanca, ajde, se ni bil to proper studio, ampak je bil nek place, kam smo lahko šli, smo se odklopili, smo delali in to je bilo na neke vrste isto terapija za nas, ne. Kdo potem pri vas skrbi za glasbo oziroma bite? Večino bitov na albumu je naredil, ko pravim, Žiga Pavlović Pavko, naš kolega od malega. Nekaj bitov je tudi sicer iz interneta, ne, ker smo pač v eni točki ugotovili, da če znaš malo skautati, pa da če znaš kje pogledati, lahko najdeš ful dobre stvari na internetu za relativno malo denarja, tako da neke stvari so tudi iz, bom rekel, od teh raznih YouTube producerov, no, ampak večino, bom rekel, v glavnem je to glasbeno sliko prevzel Pavko. V nadaljevanju nam ponudite Sprite za spiti ali samo za poslušati? Za osvežice, bom rekel tak. V današnjih cajtih je ful tak kontroverzno, če tak fleksaš na fegete non-stop. Kužiš? Sami nismo kontroverzna grupa. Mi smo ti pioniri metliške boy band scene. True story. Dobri ljudi, dobri. Beri Rosencajtinge. Shut up! Flexam na te fegete, pijem Sprite, baby. Flexam na te fegete, pijem Sprite, baby. Pijem Sprite, baby, pijem Sprite, baby. Pijem Sprite, baby, pijem Sprite. 12 motorov, lopata v roki. Oh my god, Tony, oh my god, Tony. Oh my god, Tony, oh my god, Tony. Dej zovi SWAT, Tony, zovi SWAT, Tony. SWAT. Oh my god, uletimo noter ko SWAT. Uletimo, dignemo prah, diham te curi za vrat. Piham na duše, govorim i kak imam rad. Laki pa zaki si tak, oh my god. Piši tak part, čega lak, ne more to sak, boj. Lazoveš na SWAT, pili smo Sprite, ne znam ni zak. Cijeli smo caj, letjeli na luno s nobeno obljubo, zeli si čas. Hey! Wow. Zgubljeni v noći, minus na kartici, minus sa oči. Bili smo na partiji, bili smo v gosti, laj smo priprosti, na majku smo moćni. Pridi me gosti, če si zaupaš. Ak se zapufaš preveč, zovi SWAT, baby. Ak ti je Sprite preveč, zovi SWAT, baby. Dej zovi SWAT, da lahko uletimo. Dej mi mic, da lahko pojebem ja. SWAT! Heart attack, mala uleti na back. Vala sam huda baby, vala sam huda take. Vala sam hudi biti, glupi tipi, kibi bliti, gole riti. Padaju hiti, demon potres Haiti. Probaj zamislit kak mi se znaši v priči. Klinke i klinci, cure i tipi. Na koncu vsi, na konci isti, flakse s klinci. Teško je bit genijalan, zar smo mi specijalci, Flexam na te fegete, pijem Sprite, baby. Flexam na te fegete, pijem Sprite, baby. Pijem Sprite, baby, pijem Sprite, baby. Pijem Sprite, baby, pijem Sprite. 12 motorov, lopata v roki. Oh my god, Tony, oh my god, Tony. Oh my god, Tony, oh my god, Tony. Dej zovi SWAT, Tony, zovi SWAT, Tony. Velike i male klinke, a še enkrat za boy se.
Zovi swat, please, zovi swat, please. Pijem Sprite, baby, pijem Sprite, baby. Zdaj bi še nekaj glupega rekel. Ne? Zovi swat, A kaj ne please, bi bili pasova še nekaj glupega reči? zovi swat, please. Sprite zasedbe Klinci, Friend je album, ki ga vrtimo, Marko je z mano. Pri besedili se bomo malo še ustavila. Pri temu se moramo. Ja, kajti, ko vas poslušamo, je slišati narečje, ne tisto slovenskega jezika oziroma ljubljanščine kot običajno. To je čisto naravno nam prišlo, bom rekel. Mi smo, ko se pogovarjam v Ljubljani s folkom, govorim metliško. Ko grem na upravno enoto v Ljubljani, govorim metliško. In v končni fazi, ko delam muziko, tudi govorim metliško, zato ker to je naravno. In mislim, da se ne bi počutil, bom rekel, prav, če bi delal muziko v neki ljubljanščini, v nekem knjižni slovenščini. Ne. V končni fazi je pa rap isto ena taka muzika, še posebej tak, na kak način ga mi delamo, da je oseben. In ne bi mogel biti tukaj oseben, če ga ne bi delali v našem jeziku. Ne. Tako da to nam je, bom rekel, nekaj čist naravnega. Nismo nikdar niti pomislili, da bi delali drugače. Ko pa vas poslušam, pa vidim, da poveste neposredno, brez dlake na jeziku. Ali je bilo kaj samo cenzure kje? Pa mi smo načeloma dosti proti cenzuri, no, to je ena od stvari, za katero se Klinci isto borijo, da človek poveda to, kaj misli, ne. Včasih to lahko ga prizadene, včasih to lahko izpade, bom rekel, ne vem, arogantno, kakorkoli, ampak dejstvo je, da vsak človek recimo v svoji, recimo, ne vem, v svojem najožjem prijateljskem krogu verjetno govori brez cenzure, ne. In pa imamo eno masko, ki jo damo gor, ko gremo v svet, ne, in pač se trudimo, da ne bi slučajno koga prizadeli, da ne bi slučajno preveč povedali, kaj se mi mislimo, v smislu, da ne bomo glupi izpali, da ne bomo izpali nepoučeni, ne. Nam se pa zdi pizda, da se prečujem, ampak evo, to je ta brez cenzure, a ne. Nam se pa zdi, da kaj jaz znam, da ko delaš muziko, pa če greš osebno v njo, pač uporabljaš te besede, ki jih uporabljaš, ne. In dostikrat pa, ko greš se tak brez cenzure, pa si daš isto neko tarčo na sebe, ampak ja mislim recimo osebno, da v vse besede, v vse fraze recimo, se ni potrebno recimo tukaj poglabljati, zato ene stvari so pač samo besede, ki jih mi že celo življenje uporabljamo, odkar smo bili mali, recimo, ki smo jih na igrišču uporabljali, ki jih fucking verjetno 3/4 folka uporablja v svojem vsakodnevnem življenju, ne, sem pač ne delajo muzike in pol se ne izpostavijo na ta način. Tako da Klinci bojo skus kontra cenzuri, Klinci bojo skus povedali vse, kaj si mislijo, pa zdaj, če nas bo to landalo in trouble, se ubijet, ne. Sami govorijo tako, potem pa kažejo na vas. Mislim, pa ne vem, sej Ali ni to dvojna morala? Pa je dvojna morala, se ja nečem zdaj tukaj nikogar prozivati, bom rekel, ne, sej vsak zna pri sebi, ampak definitivno pač malo te to mogoče, ne znam. Ne pričakuješ tega, recimo, preden daš ti nek izdelek ven, si ne moreš predstavljati, recimo, kakvi bojo odzivi, ne. In pač logično je, recimo, če nekaj daš ven, da hkrati se izpostaviš in da daš, bom rekel, ljudem šanso, da to komentirajo, ne. Ampak ja mislim, recimo, čisto iskreno, ne, v Sprite, to je en tak primer bil, ki je bil malo kontroverzen, ne. Ja mislim, da je 3/4 dečkov, ki so hodili na igrišče, uporabljalo razne besede, pač, ki jim sploh niso davali tako težo, ne, kako mogoče jim bi nekdo drug dal, ampak so bile pač samo v momentu neke fraze, ki jih pač ljudi uporabljajo od malega, ne, neke, kaj dečki uporabljajo še posebej, znaš, in ne vem, no, saj pravim, eni najdejo v tem problem, eni ne, ampak ja mislim, da če si človek vzame čas pa preposluša ta cel album, čeprav smo recimo brez dlake na jeziku, čeprav smo brez cenzure, lahko vidi, da smo v osnovi še skozi dobri dečki, čeprav ki kako kletvico uporabimo, pa čeprav ki kdaj rečemo, ne znam, da je nekdo jado ali pa kaj god. Kaj pa tematika? Tematika, kaj v smislu albuma? Besedil. Ja, to je to. Frendi so bili, kot sem rekel, ne, Frendi so bili naš dnevnik, ne, dnevnik prijateljstva, pa hkrati nek pobeg od realnosti, ne. Tako da, sej, če pogledaš album, je ful raznolik, ne, ni zdaj, težko je recimo eno rdečo nit tukaj dati, ne, rdeča nit je mogoče prijateljstvo, pa ta nek proces odraščanja, ne. So pa tukaj, bom rekel, razne teme, pač odvisno, kaj se je dogajalo, zato ker mi tudi, kak delamo komade, mi se pač dobimo in ni nič vnaprej spisano, ne, in mi pač malo zahengamo, podebatiramo in vidimo, kaj se nam v lifeu takrat dogaja, pač po večini je bilo tako, da se nam je vsem dosti podobno dogajalo, ne, in to je pol avtomatsko prišlo na papir, ne, ko smo se počutili pač, da smo ful cool, je nastal ful hudop, ne, ko smo se ful depresivno počutili, je nastal Habib Nurmagomedov, ne, ko smo se počutili, da ne vem, da je v Metliki tak, da nas ne razumejo, je nastal Čudni normalni, tako da
vse je odvisno od tega trenutnega počutja, ne. Je pa vse povezano, bom rekel, z našim življenjem, z našim doživljanjem. Kdaj pa so potem nastali volki iz teme? Po temi. In bom rekel, v momentu, ki je bil tudi, ne, to je nastalo v bistvu med korono, takrat smo bili isto dost težko je bilo obdobje, se bo za vse težko, verjamem. Bili smo zaprti, nismo imeli kaj zadelati, metliki že itak ni kaj zadelati, potem pa še ta korona, doma so nam težili, nekajte se družiti, pa kaj hodite zdaj snemati, pa boste kaj v bajto prinesli. Iz vseh strani so bili neki pritiski in volki iz teme so bili, bom rekel, definitivno en komad, ki je bil res še najbolj tak podoben temu nekemu journalu, temu nekemu dnevniku, ki smo res zlili vse te emocije ven, bom rekel, ki so se en čas takrat nabirale, ne. Pridem ven, nikdar ne spimo, kričal sem, volke zbudimo, gledal sem, vse zanimivo, jutro bo hitro minilo, volki so prišli po mene, vidim se, moram iz teme, ne znam kak, ne znam nikaj sem, barve so, v njih se vtapljam. Stavljam se, pa se ponavljam, stavi svet. Dej mi piše malo cajt, rabim pauzu, včasih moram čakat. Hajpam brata, čem ga vidit zmagat. Zmedem preveč, moram više skakat. Sanjam preveč, samo ne smem obstat. Nič ni res, nič se ne da zmagat. Megla gosta, nimaš kje za vajbat. Šuma črna, težko se je najt, brat. Vidim dobro, samo ne znam prebrat. Stavljam se, pa se ponavljam, stavi svet. Stokrat sem to dožil čez, probal sem priješ poti na rat. Rekel si, danes bom res, prišel si tam, pol pa zaprta bila vrata. Znam, počutiš se brez, feeling je bad, posebej če malo ti manjka. Skužil da čaka skozi nova uganka, drugače obnašam, ko pridem ven. Eno noč, kasno se vlilo, mislim si, kak depresivno pišem si, kaj se zgodilo, dvignem se, da ne zgubimo, čujem glas, slepo sledimo, ne na glas, ne čisto odkrito, dost napak, mis naredimo, prazna noč, se ne bojimo. Resno fuko, glas ti reče, nisi pošten, nisi človek, nisi cool, hoj ven iz sobe, nisem isto, ful podoben. Kdo je dober, kdo je zloben, kdo je iza, kdo je frontman, kdo je ljigav, kdo je skromen, koga briga, bil svoboden. Slaba vest, al manj zavest, kaj bo? Bo manj zajez, bo manj zavzet, al bo? Bilo manj prepreki, manj besed, za 10 let čem svoje vzeti, zvezde si dat v žep, če bo šlo. Nikdar ne spimo, ki celi dan čakamo noč. Volke zbudimo, zovem pomoč, sedem v igro, boje na prv. Zapalo je moč, da ni bo za noč, a to bo je noč. Dej mi piše malo cajt, rabim pauzu, včasih moram čakat. Hajpam brata, čem ga vidit zmagat. Zmedem preveč, moram više skakat. Sanjam preveč, samo ne smem obstat. Rabim pauzu, včasih moram čakat. Hajpam brata, čem ga vidit zmagat. Zmedem preveč, moram više skakat. Sanjam preveč, samo ne smem obstat. Marko, ste z albumom Frendi že bili kaj med publiko? Bili, eno parkrat že. Kako je bilo? Kako so sprejeli? Za prva liga je bilo, iskreno ti vam rekel, res je bilo dobro. Cool je bilo, zato ker do zdaj smo mi že nastopali ta album pred tem, ne, in tudi smo recimo nekaj koncertirali, prednje bo album veni, ampak je bil jak feeling, zato ki so dejansko znali komade. In to smo skozi govorili, čim prej moramo ta album dati ven, zato da bo ljudi se lahko drli na koncertih, da bo lahko z nami popevali, ne. In to je bil zdaj ta moment. Imeli smo v Beli krajini v bistvu prvi koncert, sicer v Črnomlju, ki so imeli pač tam, imajo Bulji plac, metliki, tega žal še ni. Je bil ta direkt predstavitev prva, to je bil en dan po izidu albuma. Potem smo pa imeli še v bistvu v Channel Zero to enega, v
Ljubljani, ki smo rekli, moramo še v Ljubljani predstaviti. In pol, hvala Bogu, se je tako poklopilo, da smo v decembru imeli še v Metliki enega. Tako da smo, bom rekel, delali Belo krajino, delali smo Ljubljano enkrat, zdaj pa lovimo naprej. Hudo je bilo v glavnem, ful je bilo ljubezni, ful je bilo good vibesov. Ljudi so malo tudi mož pitali, malo je bilo prerivanja. Načeloma vsi, ki so prišli, pa so rekli, da je bilo ful jako, no. Pa isto ful folka, ki je bilo prvič takrat na Klincih, so rekli, da bo spet prišli, tako da to meni dosti pomeni, no, in mislim, da je dobro, da smo dobro krstili ta album. Kaj pa ostali konci Slovenije? To pa zdaj še čakamo malo, delamo v bistvu na temu, no, kontaktirali smo že par teh klubov, pa še jih bomo, v planu je, no, da bom rekel, da obiščemo še druge konce Slovenije, ne, nekaj smo že takrat za klubskim maratonom, pa bili smo tudi že po kar nekaj delih Slovenije, zdaj je pa plan, da gremo še frende tam pripeljati, ne, pa da predstavimo malo to zadevo, pa da vidijo, da se lahko joinajo the movement v končni fazi, ne, tako da upam, da jih prelekijo, kaj pridemo, ne. Ste dobili kaj opozka glede jezika? V katerem smislu, kaj? Da ne razumejo. Pa ja bi tako rekel, par ljudi je reklo, da ne razumejo čist vsega, ne, ampak da jim je hudo, da jim ni to problem, ne, sej si grejo besedilo prebrati, pol jim je pa jasno približno, ko besedilo preberejo. Meni načeloma to ni bil nikdar problem, v bistvu večina ljudi pravi, da smo zaradi tega jim simpatični, ne. Pa jako je to, da nas recimo, ne znam, Hrvati blizu meje nas razumejo lahko, Zagrebčani nas lahko razumejo, ne, tako da to je spet en plus, ne. Tako da bodo tudi zagotovo razumeli poslušalci, ki nas poslušajo na Hrvaškem, ker tudi mi smo čisto v meji. Tako, ja, predvidevam, da bojo, ne. Naslednja bo Čudni normalne. Tako, Čudni normalni, to je v bistvu komad nekak o Metliki, ampak ni direkt Metlika, to je v bistvu ta malo meščanski vibe, zato ker v Metliki so te, ki so čudni, so normalne, ne. In to je v bistvu komad o temu, ne, kak smo tudi mi v končni fazi nekak čudni, ampak zaradi tega v našem okolju normalni, ne, ali pa mogoče smo mi normalni, pa smo zaradi tega čudni, nikdar ne znaš, ne. Ampak ja, to je v bistvu nek komad, ki ima noter ful enih anekdotic o različnih vaških posebnežih iz Metlike in njihovih zgodbah. Pravi Metličani, mislim, da ko posluša ta komad, bi mogli prepoznati par folka. Mi točno znamo, o kom smo govorili, to so, bom rekel, mislim, da ljudi, ki jih najdeš v vseh malih mestih. Ni se to nujno vezano na Metliko, ne. Na drugi grdi strani sami nikdar ni bilo fan, slabih frendov imel jih 200, brdo gama ti okoli vidiš šetajo čez dan, vsi delajo zavestno, ful je slabo sem, ta shit je dober feeling, da slabih stvari je nešteto, glupo koji več ko pol delam čisto sam. Nič ne delam, sem v prazno gledam, sem samevan i v prazno gledam, nič ne delam, sem v zakla gledam, nič ne delam, sem na sebe gledam. Shacks do pizdu, tipo vzel krigl, swingao i ga shvato ko kretena, bra, lik je v griznu, tipi skliznu, tipa spim posija pičko i ga shvato ko kretena, bra. Scene smišle malo mestne, nigde resne sam so resne, poznam kama štute, kurce palce, tank se kurve, čiste sprance, hapse glumce, slabe starše, šetam dalje, vidim strica da mi kepca, dečki zdravo kak ste, srećen tipa, pred njemu mutna slika i tak sak mu danje, paranoja ga grabi, znaš u sve filmu ki su čudni, normalni, ne more pusti dotaknuti si procesa koja je pestot ki je preveč navajen, na mjestu ostanem. Nič ne delam, sem v prazno gledam, sem samevan i v prazno gledam, nič ne delam, sem v zakla gledam, nič ne delam, sem na sebe gledam. I posle prašam kdo je tuki lud, tipa 100 let nisam čuo, že pomislil da je mru, samo mar da mu je cool. Svi smo zemali na pufi, streljali v lufti, gledali v luč, bili smo bledi buko duh, nismo šteli ur, tako skus. Možda ja sam on ki je čudan, ko zagledaš me sredi buke. Demoni
i plešejo pri blokom. Grdi oba dva, držijo se za roke, skurjeni od bonova kad dihnejo globoko. Talajo nesrečo i kradejo nam ovce. Zgodbe iz osnovne šole preše na balkone. Čakali sobote, spuščali balone. Brkato mama nam dala je piškote, klasične dobričine i plastične pištole. Nič ne delam, sem v prazno gledam, sem samevam i v prazno gledam. Nič ne delam, sem v zrakle gledam. Nič ne delam, sem na sebe gledam. Klinci z albumom Frendi oddaje Radioaktivno. Na naslovnici ste kot pravi prijatelji, kot da bi bili v seriji Friends. Tako je. Malo je bilo to inspiracija, ne? Malo je bilo inspiracija, zato ki pač mi smo že od začetka znali, da bo ta album Frendi. V bistvu smo na začetku hteli narediti kar par serij albumov Frendi. Da bi bili kot neki mixtape Frendi Volume 1, Volume 2, Volume 3, ampak na koncu smo tega toliko časa delali, da smo rekli, da je zdaj to, kaj se tiče Friendov sage, in gremo naprej. Na naslovenci je pa jako, ne? Ker smo dejansko pala ideja, da naredimo, da vzememo naše slike iz otroštva in da jih malo jih trapamo up, ne, za teh face tattooih in tako dalje, ampak v končni fazi pa je to neka emocija, je to neka, bom rekel, tudi nostalgija v končni fazi, ne, in meni je ful všeč naslovnica. No, mislim, da lepo catcha to esenco albuma, ne. Ste to še iz vrtca ali že šole? Drugač, čist različne starosti. Maj je tukaj bil v vrtcu še, on je bil ful mlad tu. Črt je bil, mislim, da prvi razred, jaz sem pa glih 1 ali 2 leta preden sem šel v šolo. Tako da smo čisto različno, ampak je cool, ko tako pogledaš, ne bi nikdar pomislil, da smo različno stari, ne. Tako v bistvu smo med Majem in Črtom 4 leta razlike, mislim, da. Ampak smo tako nekako zapeljali, da folk ne skuži. Mislim, zdaj bojo skužili očitno, ne, ampak keč. Marko, kako to pa, da niste nobene skladbe izpostavili kot single? Vse smo v bistvu, no, vse smo pred albumom smo dali 3 singli so prišli ven, no, en je bil Tom Cruiser, ki je prišel ven zdaj že 2 leta nazaj skoraj, ne, z spotom. Potem je Tokio Ljubav prišel ven, za tega nismo imeli spota, zdaj pa smo v bistvu prejšnje poletje zdaj, no, 2021, oziroma 22, pardon. Smo pa dali še sa strane ven z spotom, tako da so bili neki singli, no, tudi. Pa en spot smo pa hitli še po albumu ven za Mali furate cure. Naslednja bo Khabib Nurmagomedov. Medov, tako je. Moram si zlogovati kot otrok v 1. razredu. A poznaš Khabiba? Ne poznam. Ne poznaš, pol ne pratiš. To je v bistvu en UFC fighter in naslov tega komada je tak, v bistvu zaradi tega, ker preden smo šli snemati ta komad, smo gledali UFC in takrat je imel Khabib v bistvu svoj zadnji fight in potem se čist nepričakovano upokojil, noben tega ni pričakoval in smo nekako pol v njegovo čas dali naslov temu komadu Khabib Nurmagomedov, ne. Hkrati je pa ta komad isto tak dost epik, dost je čustven, tako je bilo recimo isto čustveno ta njegova upokojitev fundan, tako da se je nekako povezalo s tem, ne. Kasno se budijo, vsi se nam čudijo, kak se ne skurimo, mislijo, da samo glumimo. Nič se ne žurimo, nič se ne bunimo, premalo bluzimo, okoli to ni za nas. Ko v gozdu šetam, vidim temo v oči, vidim sem luč, ki stoji daleč v noči. Pika nevidna, ki je nikdar ne vlovim, pridem skozi bližje, ko ji enkrat pristopim. Nič ne gledam, nimam nič za povedat, se eno zavedam, za ljudi za boj si, se bom izpovedal, zgodbo povedal, o kući v šumi, v kjerih vino prelivam, besede skupaj se šivam, iz noči v dan, ko ura
sedem počivam, zbudim, otvrem okno, zvokom polivam mračno šumo, gdje sonce prekriva, na njo ako počivam. Zgledalo preprosto, da kad dihnu globoko, ja sam rabu s tobom, ja sam vario svobodu. Kasno se budio, vsi se nam čudio, kak se ne skurimo, mislio da samo glumimo. Nad se ne žurimo, nad se ne bunimo, premalo bluzimo, okoli to ni za nas. Čekao mlad sam kapirao kdo je kuli, kdo je smradce. Furam sam i razmišljam čebi rad bi metličan. Ne kužim baš, nisam zihar, če se trudim za manjko. Pride čudan mi dan, razmišljam komu na čas pa isto. Naredi mi drugič, kaj si pa mislu, zak si pa pizdu. Preveč sam živčan, to mi je bitno, da ne tako čitno, please. Hitim se karte na mizotip, skužil sam šifro. Nikdar več isto tip, nikdar več isto. Kasno se budio, vsi se nam čudio, kak se ne skurimo, mislio da samo glumimo. Nad se ne žurimo, nad se ne bunimo, premalo bluzimo, okoli to ni za nas. Zgledalo preprosto, dva kad dignu globoko, ja sam rabu s tobom, ja sam vario svobodu. Marko, zasedba Klinci, album Frendi oddaje Radioaktivno. Kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno? Kot mlad glasbenik. Kot mlad glasbenik, ja mislim, da, tako bom rekel, bom začel pozitivno. Mislim, da je v zadnjih letih se ful enih sprememb zgodilo, da je ful enega svežega vetra prišlo na slovensko glasbeno sceno in da je definitivno, bom rekel, ful enih novih artistov prišlo, ki res delajo hudo muziko, res so, bom rekel, posvečeni in mislim, da so spremenili malo to smer, v katero je šlo prej, ne. Pred temu se mi pa vidi, da je slovenska glasbena scena ful stagnirala, ne? Da se ful ni nekaj novega dogajalo. V rapu je bilo to recimo ful videti, v rocku je bilo to ful videti, v vseh živih žanrih, ne. Tako da, bom rekel, zdaj mislim, da se je zgodilo kar nekaj dobrih stvari v zadnjem času in upam, da če bo šlo v takem tempu dalje, da bo kaj iz tega. Bi pa htel, da bi tudi mainstream mediji malo več to pušali, ne, zato ker dosti teh hudih stvari, ki se dogajajo, so underground, ne, dosti teh hudih stvari ni dobilo prave platforme, niso še res imeli šanso šajnati na ta način, ko bi lahko, ne. Pač fuljako delajo samo promocijo, fuljako se po social media izpostavlja, kar je super, ne, da se da, ampak bi pričakoval isto, da imajo mainstream mediji več tukaj dali možnosti, ne, ker v končni fazi imam feeling, da pušajo ene in iste stvari že 20 let, ne. Kaj pa kakovost? Kakovost? Ja, nisem nikdar ful poslušal slovenske glasbene scene, ne, razen to, kaj sem rap poslušal včasih. Isto bom rekel, mislim, da je kakovost v enem pointu ful zastagnirala, da se je vse delalo isto, da ful malo folka je imelo ta wow efekt, da ko se nekaj čuda, bo res, to je pa res nekaj ludega, nekaj novega, ne. Zdaj mislim, da je par ful kakovostnih artistov prišlo v zadnjih, bom rekel, 4-5 letih, ne, ali pa, 4-5 letih, kaj pa znam, ne znam, recimo Metere sem prej menjal, oni so mi ludilo, Murphy so mi ludilo, rekel, Joker Auti, kar delajo isto ludilo, valjda, oni so čisto eksplodirali, isto iz vidika, koliko lahko človek doseže, ne, v Sloveniji je to full inspiring, ne. Pa tudi na rap sceni, recimo Masaja je full jaka, pizda, pa je zdaj kaj znam, relativno na novo prišla na sceno, full dobro dela, recimo tudi quality wise, pa tudi recimo ljudi full hype, tako da je kar nekaj kvalitetne muzike, kvalitetnih artistov se pojavilo v zadnjem času. In to mi je cool, rad imam to, da mladi počasi prevzemajo vajeti, ki mislim, da je bil skrajni čas, da se to zgodi, ta sprememba, ne. Ja, sedaj si mi že skoraj da v celoti odgovoril na naslednje vprašanje, ko sem ti mislil zastaviti, da izpostaviš 5 glasbenih imen na slovenski glasbeni sceni. Mislim, da si 3 že, tako, oziroma 4 povedal, lahko še enkrat. Lahko, kaj sem rekel? Rekel sem Murphy, Meter, rekel sem Masaja, zdaj neke drila,
izpostavljati, mislim, on je že 100 let na sceni, pa valjda že, on je že pokazal, kaj je zmožen, koliko je jak, tako da bom se držal bolj teh, ki so v zadnjem času prišli, recimo, čeprav metri so isto že dolgo, ajde. Joker Out je ludilo, valjda, pa za konec bom pa rekel klinci, seveda. Na sebe ne smeš pozabiti. Šečer na kraju. Pa še izpostavil bom še Majlota, pa Sadje Gang, ki so naši burazi. To definitivno ne smem isto pozabiti. Koliko poslušaš slovensko glasbo? Koliko poslušam slovensko glasbo? Pa, Veš kaj, tako bom rekel, jaz spremljam vse in preposlušam vse, ki pride ven. Zato, ker čem biti na tekočem sceno, čem biti na tekočem s tem, kaj se dogaja in zanima me, kaj v končni fazi delajo moji vrstniki, ne. Preposlušam enkrat, dvakrat, trikrat, to, kaj mi je hudo, poslušam več, drugače pa večinoma, kaj se tiče trapa, recimo poslušam pač ameriško sceno, ne. Poslušam isto malo, ajde, tudi bom rekel to našo lokalno, pa tudi balkan sceno preposlušam, ker mi je pač zanimivo, ene stvari so res dobre, drugače pa bom rekel, da mogoče manj, ko bi lahko, ne. Dosti Hrvate poslušam, ampak to je za mene spet lahko bi rekel skoraj domača scena, ne. Zato dobiš v nadaljevanju posebno nalogo. Povej. Podajam ti list s 5 stolpci A, B, C, D in E. Ja. Iz vsakega izbereš eno številko, jaz ti zavrtim izsek skladbe, pa da vidim, če poznaš izvajalca oziroma naslov skladbe. Može. Tako da lahko pričneš s stolpcem A. Ajde. To so dejansko najstarejše skladbe. Najstarejša? Ja. Bomo rekli, ajde, 7. Ura pozno je živ, si pošteni božiči, ubimajo svoje žene. Jaz ljubezen iskam, sem in jo izdal, vetru rdeči zastav. Drugačen že čuko mat, samo če je pa mogo reči naslov, ni teorije, da znam. Ampak sem pa že čuko mat. Izvajalec, morda. Izvajalec. Na Primorsko moraš iti. Na Primorsko, čakaj, pa bom pa rekel... Ne znam. Ne bi rad nekaj ugibal, pa bom pa na koncu rekel nekega majstra iz čisto drugega konca Slovenije, res ne znam. Kalamari v vetru rdečih zastav je bila skladba. Ni teorije, da bi to znal. Pa jaz sem danes kalamare zamislil. Stolpec B. Gremo 40. Sicer ni tvoj žanr najbolj? Ni moj žanr najbolj. Bom probal reči nekam, kjer me ni, ne znam. To bom rekel, da je naslov na podlagi tega, kaj sem čul, drugače pa isto ne znam, kdo je bil to lak izvajalec. Sicer mi je znan glas, ampak ni šans. Ja, marca letos mislim, da izdajo album, so pa to Ice na liniji je naslov skladbe. Ice na liniji? Ja. Kjer pa grupa? Ice. Ice. Na liniji pa naslov skladbe. Prvič čujem, res. Sorry, ne poslušam tukaj tega žanra mogoče. Zato že lahko greš v stolpec C. Tako, daj mi povej, kjer je kaj moj žanr, kjer ga bom prepoznal. Sam izbira svojo usodo. Daj mi en namig, bomo rekli 23, kaj ajde. Ti si meni vse, ti si meni vse, njegova mi ne, ti si meni vse. Znana pevka sedaj tudi na Balkanu. Ja, ne, to je Maf. Ja, ne? Skoraj da, ja. Mislim, se ni, da pač je pevka. To sem prepoznal po glasu, ampak zdaj pa naslov komada bom pa rekel, kaj, ti si meni vse. Pravilno, ja. Meni vse, Kacafura in Senidah. Kacafura in Senida, ni bil Maf. Ja, ni bil Maf, samo. Aha. Lahko ti štejemo kot Ajde, daj mi to štej, ki sem glih slabo začne. Naslednji stolpec D, Marko. Ja, zdaj gremo pa eno visoko, gremo reči 100. Pust men do besede, naj ti povem za vse, kar je, če ostalo od takrat. Pust men do besede, povem ti, ker hočem to končat, kar še ostalo je od takrat. Pust men do besede. Ja, mislim, da je to naslov komada Pust me do besede. Popolnoma pravilno. A ne? Skupina pa tudi sedaj v zadnjem času zelo znana. Lani je izdala album Prvenec. Bili so tudi na EME v lanskem letu. Kaj so to? Pa prestižna znamka avtomobila je to. Prestižna znamka avtomobila, ne? Ameriškega. Batista Cadillac, a? Z veliko pomočjo si prišel do pravilnega odgovora in to v celote. Pregurali smo, ej. In še zadnje obdobje, to pa so skladbe iz let 2021-2022. Ajde, dajmo reči 120.
To slabo sem začel, dobro in končal, ne. Važno je, kak izstopiš. Sam umret sem želel si poljuben in prepričan, da bom samo tvoj. Zdaj pred drugimi skrivam resnico, da delim si te še z nekom. Ja bi rekel, da to naslov komada, ne vem. Delim si te še z nekom. Ne, Medena. Medena, a? Nimam pojma, to pa res ne znam. Kdo je pa izvajalec? Izvajalec pa Pop Design oziroma Miran Rudan. Shout out Pop Design. Ampak tega pa res ne je pogodo. Ki so bili pa kaki taki, ki bi jih jaz znal? Kaj če bi rekel 23, ka bi jo pogodo, misliš? Da vidim. Dajmo še enega, ajde. Rad bi v stilu končal, ne bi rad zdaj ono, da... Zato pa dvigam jadra, ljubezen moj kapitan. Zato pa dvigam jadra, da najdem podobi stan. To pa je pevka, ki bi jo skoraj da moral poznati. Se jo, S pomočjo. seveda. To je pa ena ful uspešna pevka, ki ima ful lep glas in sicer... Nejša. Nejša, glih sem hotel reči, pizda, vzel sem jo iz besed. Tako, Nejša, dvigam jadra. Odlično. Evo, vidiš. Tako Da si končal v stilu, kot si rekel, in si imel končali celo stilu. 6 skladb za odgovoriti, ne samo 5. Ja, znaš kaj imam rad izzive? Marko, čestitke. Ja, hvala lepa. Pred zadnja, ki jo dava v radijskem pogovoru, bo Sa strane. To pa poznam, to so pa klinci izvajalci, mislim, da. Sa strane, da, to je bil ta single zadnje, pred albumom. Mnogi ljudi pravijo naš največji hit. Komad, ki govori, ne znam, tako o svobodi, o nekemu feelingu, ko se ti odpre, ko se ti odfuka po domače rečeno in te odpelje, ne, zato je isto ta hud začetek, ki ga boste glih kar čuli. Je govori pa baš o tem, o svobodi, ne. Ko enkrat verige pretrgaš, ko se osvobodiš vsega in je čista emocija ostane, ne. Vse je prišlo sa strane, tele bi pa ne stane. Da se nam jebe sem pranje, s frendi enkrat na place, tam ki face so gadne. Vsi smo hteli v grad, zato svoboda ne das. Prišlo sa strane, hteli pit pune stane, da se nam jebe sem pranje. S frendi hangat na place, tanki face so gadne, stari jebeš ostale. Vsi smo hteli v grob, zato svoboda ni dost, da živim život ko rob. Jaz sem ostal brez rok, da sela stanem na stol, na film dvignem ko bog. Da se na film ne znamo, samo vlagamo še. Skriv sem plane na varno, samo ne znam še kje. Bom se našel na kraju, včasih vprašamo se, koliko strani je ostalo, ko si nehal bom štet. Nekar gledat po strani, ne razumeš moj svet. Mi smo huri od zdavnej, malim bo znal i svet. Mi smo skupaj od malih burazi 20 let. Dosti plitkih opazni, samo rečem ne nič. Se je prišlo sa strane, hteli pit pune stane, da se nam jebe sem pranje. S frendi hangat na place, tanki face so gadne, stari jebeš ostale. Vsi smo hteli v grob, zato svoboda ni dost, da živim život ko rob. Jaz sem ostal brez rok, da sela stanem na stol, na film dvignem ko bog. Da se na film Kaj da delam životu, v spancu tonem globoko. Ne govorim samo, ko naokoli brdo je volkov. V mazani vodi, našel sem body, ki plava v temi, do klona ga vodi. Hitro se zgodi,
da padeš, ko hodiš. Vse, kaj ti rabi, en dan, ki v dušo pogodi, ali hitro se zgodi, da padeš in stojiš. Če sebe se bojiš, tak duša izgori. Šetam po ljudi, hodim čez stav, flexam bare, swag ti potegne iz prve. Prši si not, zdaj si past out, misli da boš držal, samo swag hitro obrne. Redek je zrak, ko smo v sobi, hladno pri srcu, ko šanse za grde. Gledal sem zrak, ko resnica fali, mogo bit v laži, da se lahko vrnem. Reku da ima hard to fight, zdaj ga ni za night. Šel na stage, samo ni za hype, bil je blizu, samo nikde v lifeu ne bo prišel blizu. Mam te sabo, samo ni za ride, ni psihatripa, samo ne za vibe. Bil je blizu, samo ni bil blizu, cash and check, ko bo sjebem life. Treba izbrat, kjer si side, ko ti vmera life, ko mi zemaš cajt. Bil je blizu, samo ni bil blizu, htel mu pustit, samo nisem znal. Bil je blizu, samo ni bil blizu, htel mu pustit, samo nisem znal. Se je prišlo sa strane, hteli pit pune stane, da se nam jebe sem pranje. S frendi hangat na place, tanki face so gadne, stari jebeš ostale. Vsi smo hteli v grob, zato svobodo ni dost, da živim život ko rob. Jaz sem ostal brez rok, da se lasanem na stol, na film dvignem ko bog. Se je prišlo sa strane, hteli bit pune stane, da se nam jebe sem pranje. S frendi hangat na place, tanki face so gadne, stari jebeš ostale. Vsi smo hteli v grob, zato svoboda ni dost, da živim život ko rob. Jaz sem ostal brez rok, da se lastanem na stol, na film dvignem ko bog. Marko, za konec radijskega dela intervjuja berem na spletu, da že pripravljate nov material. Je že pripravljen v bistvu. Že? Samo v mix mora iti, pa v master mora iti, pa prije k malim ven in sicer v bistvu delamo, naredili smo že to dolgo časa nazaj, en EP z našemu spet dobremu frendu Markotu Potočniku Simplu. Gre se za 4 komade, ki smo jih naredili na eni secret lokaciji, neki v Sloveniji in nekako bo to tako eno lepo nadaljevanje frendov, zato ki je spet album, ki so sami frendi delali gor, ne pa naslov frendi, no. Je pa tak malo drugačen od frendov, ampak spet full oseben, full emocionalen in full sexy, ne. Zatem pa pride pol verjetno že kak single tam neki v polovici, v koncu prve polovice leta verjetno še kak single iz naslednjega albuma, ki ga pa tudi planiramo zdaj dosti v kratkem začeti izdajati, tako da čakali smo dolgo časa, ampak metke smo pripravili in zdaj sem pucali. Sedaj streljate na polno. Napunim. Same desetke. Ko skus. Bo potem novi album še bolj udaren? Še bolj neposreden? Ta EP je tak malo bolj nežen, no, malo bolj artističen, zato ker je isto nastal v enem takem posebnem vibu. Ful na hitro smo ga naredili in je res ena taka impresija vsega tega, kaj se je dogajalo v okolici takrat, ki smo snemali in kaj se je v nas dogajalo. Naslednji album, ki pa zatem pride, ki je pa spet Klinci album, bo pa definitivno še bolj udaren, definitivno še bolj neposreden, še bolj surov, še bolj dirty, še bolj sexy in ko me čakam, da ga čujete. Letos še boste čuli bar eno par komadov iz tega albuma. Mogoče pa i celega, bomo videli, kako se bomo odločili. Ja, leto bo hitro naokoli, 18. novembra lani ste izdali album. Tako, letos pa upam, da bomo kakega več kot enega, ne. Zato, ker dolgo smo čakali, glej, pa nismo ni mi več tukaj mladi, ne, Emšo se pozna. In izgleda zdaj, da smo, da zdaj izdamo največje hite, ko bomo stari pizda 30-35 let, a ime nam je Klinci, razumeš. Tako da zdaj, dok smo še mladi, gremo to Slovenijo počasi malo osvojiti, ne. Za konec radijskega dela intervjuja še tipi iz Špegla. Tako, za konec intervjuja in za konec albuma. To je, bom rekel, komad, kjer smo se nekako borili za svojih demonih, tako smo se isto čez cel album borili. Te demoni smo pa itak v končni fazi mi, ne. Vsak pogleda v špegel in vidi neposredno sebe, ne. Zdaj, eni so zadovoljni s tem, eni niso. Vsak pa najde kaj bi lahko popravil, ne. In za konec je ta komad v bistvu bil ena lepa taka. No, lepo je povzel, bom rekel, ta cel album, ta cel vibe, kaj se je dogajalo čez snemanje, ustvarjanje tega albuma. In na koncu, bom rekel, smo te demone do neke mere zmagali, oziroma te stare demone smo zmagali, ampak itak se skozi novi pojavljajo, tako da nove
pa zdaj znamo, kako se bomo spopadali z njimi. Ne. Marko, hvala ti, da si bil gost oddaje Radioaktivno. Hvala tebi. Z albumom Frende, ter seveda uspešno in čim bolj delovno naprej. Najlepša hvala za povabilo. Še za konc bi rad rekel, Prlekija, volimo vas ful, pozovite nas na kak koncert, mi bomo z veseljem prišli na Rej Džurko, bili smo že parkrat vaših koncih, sicer bolj privat, pa je bilo ful jako, tako da zdaj pa radi prišli še kaj nastopat, shout out za Boštjana tukaj, ki nas je z intervjuo, ki nam je dal platformo, ful v redu momak, ful v redu človek. I to je to, klinci vas volijo, se vidimo drugič. 3/4 ljudi se sploh ne zavera, kaj je na kocki, zakaj to delam. Doskrat ga srečam, ko nekam odšetam, čakajo že tam, tipi špegla. 3/4 ljudi se sploh ne zavera, kaj je na kocki, zakaj to delam. Doskrat ga srečam, ko nekam odšetam, čakajo že tam, tipi špegla. Cela vesela vani, doma me gledala huda hostesa, iza zavesta, pijana nevesta, boji je ekstra, meni je bedna, tipi špegla, vse nas povlekla, doma je htela, da dušo zamenjam. Se kocko gleda, brez da pogledam, brez da se zavedam, odkot izvira, preveč spelan. Ne znam, zakaj vmiraš, zakaj shiran, si od tega lajfa samo ne boš nikdar prišel od tega dela, da se sekiraš. Gle, vidiš me, daj pridi van, spet para me, spet isti sam odpeljem me, napeljem te, naredim tak, da nam lepo je, nas lepo je, sam glih teče, lepo za tipa, ki v špeglu je. Ne kužite in ne vidite, ne moreš nazad, ki ne vidiš se, zamisli se, zasanjate, ki patite, nam so igrice, pravim stari, nam so izice, nigde nas ne moreš kužit, to kaj ja doživim, vidim, vi ne živite. 3/4 ljudi se sploh ne zavera, kaj je na kocki, zakaj to delam. Doskrat ga srečam, ko nekam odšetam, čakajo že tam, tipi špegla. 3/4 ljudi se sploh ne zavera, kaj je na kocki, zakaj to delam. Doskrat ga srečam, ko nekam odšetam, čakajo že tam, tipi špegla. Spusti mi roko, da lahko padem stran, v glavi štejem sekunde, gledam te v zrak. Živim za moment, preden najdem tla, ne znam kaj sem postal, sem unečen k vam. Tipi špegla prišli strašit nas, na bele sence v noči svetijo na vas. Kužiš mala, ni nam spasa, ne, kar mi govori, da se splačaš delaj se, da kužiš kaj govorim, buraz, nismo isti red. Ja neč ne delam, brez da filam, dok je čuješ, dok je vidiš, ko me srećeš, lak se gremo brez filtra sam, kaj si zihar da baš to ćeš. Znam ne kužiš preko glave, dosta tega ti gre, ful nas kuri sam, nekro misli da to je sve. Mi se samo ogrevamo, samo ogrevamo se, samo ogrevamo. Že od lani dani full, mi hitro prejdejo, ne vidim luč, sem vidim vsega dost. I pol me bije, baš to me digne, to je moj spektakularen konc. Mi smo tipi špeglo, reci kaj te muči, saksovan klinci glupi, sej nima veze več, to kaj rekli ste, na naši strani sploh ne čujemo. 3/4 ljudi se sploh ne zavera, kaj je na kocki, zakaj to delam. Doskrat ga srečam, ko nekam odšetam, čakajo že tam, tipi špegla. 3/4 ljudi se sploh ne zavera, kaj je na kocki, zakaj to delam. Doskrat ga srečam, ko nekam odšetam, čakajo že tam, tipi špegla. Marko, po radijskem intervjuju nadaljujeva še
Tako da predstavljava še ostale 3 skladbe z albuma Frende. Bilo bi škoda, če ne bi. Se strinjam s tabo. Bi vas lahko označili tudi kot reperski boyband? Full folka nas je že, pa mislim, da bi lahko. Glej, na začetku nam se je čudno čulo, ampak zdaj smo nekako to sprejeli in si vzeli za svoje, tako da može reperski boyband. V bistvu reperski boyband. Kako pogledaš na zgodovino teh boybandov? Lepi fantje, ki običajno plešajo, potem tudi morate vi enako delati. Ma ja, mi bom rekel tako, kaj se tiče lepi fantje, to bom pustil drugim, da ocenjujejo, ne? Da ne vem, že to... Predvsem oboževalke. Predvsem klinke. Klinke. Tako. Kaj se pa tiče plesanja, mi bolj skačemo, ne? Nismo še prišli do tega, da imamo neke plesne koreografije. Mogoče pa kdaj v prihodnosti zapravi denar, če bomo videli, da to laufa, zak pa ne. Zaenkrat pa skačemo, pa bom rekel, delamo gluposti po odru. Je treba pri trepu imeti svoje plesne korake? Pa veš kaj, ja mislim, da pri trepu definitivno bolj kot pa pri repu, ne. Pri trepu je prišlo nekak, trep je bil isto ta prehod, ko smo se prej pogovarjali iz tega, da se samo z glavo kima, ne, pa da si na mestu. Pri trepu so dosti bolj dansa, dosti bolje vse skupaj bounce, tako da definitivno ne škodi, da znaš malo podansati isto. Tudi zaradi besedil, ker ti nekateri pravijo, da so besedila velikokrat tako neritmična. A pri trepu? Ja. Ne znam, jaz se to ne bi strinjal, no. Ja mislim, da je trap ful bolj ritmičen, recimo, ko rap. Besedila pa glej, to pa odvisno, kak jih kdo zafura, ne. Odvisno, kak kdo zna, bom rekel, plesati po ritmu, ne, po bitu, ne. Jaz si upam reči, da so naše besedila ful ritmična. Na Radiu Študent so vas označili kot izstopajoč, oziroma so album označili kot izstopajoč zaradi kakovosti. Hvala lepa, Radio Študent. Se podpišeš pod to? Hvala lepa, Radio Študent, se podpišem. Kad izročili ste humor, tehniko in liriko ter izpolnili visoka pričakovanja. Ali da tudi to klubski maraton? Dal nam je definitivno spodbudo, ampak mi smo že odskozi znali, da moramo delati kakovostno in to nam je bilo skusno je bilo to prva stvar, ki nam je bilo pomembna. To je bilo prvi pogoj, da sploh delamo muziko, da bo quality, da ne delamo nek trash. Na začetku smo to pač gledali kot tak, da ćemo narediti komad, če ga bi recimo naš najljubši rapper ali pa najljubši artist čul, da bi rekel, wow, to je fresh, ne. In zdaj smo nekako prišli do tega, da naši te artisti, ki so nam bili včasih najljubši ali pa ki smo se zgledovali po njih, da ko jim kažemo komade ali pa ko nastopamo skupaj, pač da reče, ne, wow, to je ludilo. Ampak zdaj imamo pa mi spet, bom rekel, še višja pričakovanja, ki so tudi povezana s temu, kaj mi znamo, da lahko dosežemo, ne. In meni je glavno v bistvu pri tem albumu to, da smo mi izpolnili svoja pričakovanja, ne, zato ker drugi ima lahko pričakovanja do tebe, sem do te mere, koliko si jim zares pokazal sebe do zdaj, ne, ja pa najbolje znam, koliko dela je šlo v to noter, kolikrat smo se skregali v končni fazi, kolikrat smo že bili na robu, da kaj bomo sploh nam bo to ratalo izdati, kaj bomo s temu, ne, pa tudi koliko hudih komadov smo naredili, pa koliko smo zmožni, ne, tako da ta pričakovanja smo izpolnili, to mi je najbolj važno pri tem. Dejstvo pa je, da je najboljši izdelek takrat, ko ste glasbeniki, ki ga ustvarjate, sami zadovoljni. Tako, to je, mislim, ja, definitivno sem zadovoljen za Frendih, res. Koliko časa so nastajali, pa koliko stvari se mi je zgodilo, pa ne samo meni, isto drugim dečkom, med nastajanjem tega albuma. Za te Frendi bo res do konca life eno jako posebno obdobje, ne, v našem life. Lahko bi rekel, do zdaj skoraj najpomembnejše, zato ki so nas spremljali, glih če sta glavni proces, bom rekel, odraščanja, ne, in lepo so isto povzeli vse to, kaj se nam je dogajalo vmes, dok se je to dogajalo. Tokio ljubav bo naslednja? Tokio ljubav je bil prvi komad, ko smo skužili, da mi lahko delamo marsikaj, ne. Tokio ljubav je en od starejih komadov iz tega albuma in takrat smo se malo lovili z autotunom, malo smo se še učili ene stvari delati. In ko smo ga naredili, smo skontali, ja in maj smo takrat to delali in smo res skontali, da tukaj se da marsikaj delati v tej muziki in mi lahko marsikaj delamo, ne, tako da Tokio ljubav je bil en tak confidence boost takrat. Pa fresh je bil full, ne, za on čas. Tudi zdaj je fresh, seveda. Kradem bicikle, Tokio bite. Jebeš LSD, popam LCD. Kradem bicikle, Tokio bite. Jebeš LSD, popam LCD. Ne znam zak, a skus mi dosadno v šoli. Dosadno, cijeli cajt. LCD i moji zobi.
baba zoveš SWAT. Zovi SWAT. Preveč sprajta v tvoji sobi. Sprajta, zvao me Bart Simpson. Njegovi sobi si gotovi. Oh my god. Dečko Dabo je pozobi. Pršel SWAT. Hiša mogli so obkolit. Krav bicikla Tokio bite. Radem bite Tokio driftem. Izmed like nigde ne vtihne. Tokio bite, Tokio driftne. Krav bicikla Tokio bite. Radem bite Tokio driftem. Izmed like nigde ne vtihne. Tokio bite, Tokio driftne. Vsaki mislite da to je šala šalte. Prva peta v sobi preveč gase glasne. Dej se prosim malo meri, malo malce. Pusta spušta zadnji para fala. Dok bo noć spali cel dan. Drifte za njom, Tokio san. Malo me čekaj da vidim. Tokio ljubav, feeling je znan. Baš, bite krali cel čas. Znaš da bi kupu če bila brat tvak. S tabo drifto če mi daš. Tokio ljubav je sve kaj bi ja rad. Krav bicikla Tokio bite. Radem bite Tokio driftem. Izmed like nigde ne vtihne. Tokio bite, Tokio driftne. Krav bicikla Tokio bite. Radem bite Tokio driftem. Izmed like nigde ne vtihne. Tokio bite, Tokio driftne. Oh my god, mogu znat. Dobu zobe šuje spat. Šla je zvat, ne se bat. Prvi čaka SWAT. Zadriftam ga, parkiram. Čakaj da se zdriftam ga, zagihta ko pakiram. Okno piha dok odpiram, nikdar ne zapiram. Tokio ga svira, ljubav nikdar ne da mira. Tokio ljubav, Tokio life. Tokio bunda, Tokio ride. Tokio runda, Tokio vibe. Tokio ljubav je sve kaj bi ja rad. Krav bicikla Tokio bite. Radem bite Tokio driftem. Izmed like nigde ne vtihne. Tokio bite, Tokio driftne. Krav bicikla Tokio bite. Radem bite Tokio driftem. Izmed like nigde ne vtihne. Tokio bite, Tokio driftne. Tokio ljubav, Tokio biti, Tokio driftanje. Tokio glumac, Tokio ritim, Tokio vipanje. Tokio ljubav, Tokio biti, Tokio driftanje. Tokio glumac, Tokio ritim, Tokio vipanje. Marko, kako do vaše glasbe? Ste prisotni na vseh glasbenih platformah ali tudi v fizični obliki? Zaenkrat je na vseh streaming platformah, na YouTubu je, v fizični obliki pa zaenkrat še ni. Smo razmišljali, če bi to naredili, če ne bi. Mogoče presenetimo v prihodnosti z eno limited izdajo CD-jev. Problem pri teh CD-jih je glih to, da so bolj collectors piece, ko pa za dejansko, da ga lahko poslušaš več tudi v avtih, folk nima zares te opcije, ne? Tako da tu smo razmišljali, kaj bi s CD-jih. Po mojem bomo naredili jih nekih 50-100 za te prave fane, da jih imajo. No. Očitno imam prestari avto, kaj ti imam še CD. Ja, imam isto CD, brez brige. Kako pa kot mladi glasbenik gledaš na album danes kot format, ki je bil nekoč zelo cenjen, danes pa nekateri gradijo samo na singlih? Ja, mislim, da je album nujen, zato ker ti lahko narediš 100 hudih singlov in ti vam rekel, da si hud artist, da znaš delati recimo komade, znaš delati hite, ne? Ampak album je pa nekaj več kot to, ne? Album je ena celota, album je, kot lahko si predstavljaš kot knjigo, ne? Ti lahko napišeš en hud chapter, ne? Samo da ti napiši zdaj celo knjigo, pa da bojo vsi te chapteri imeli smisla eno z drugim, ne? Tako da mi smo skus rekli, da albume bomo delali, mislim, lahko jih ti izdajaš po singlih, pa je to super, ne? Je tudi promocijsko fuljako, ampak mora pa biti ta ena celota, ne? Ki to je pol čist druga isto estetska vrednost, ko imaš ti naslovnico, ko imaš ti
bom rekel, neko rdečo nit v zadju, ne, je čist drugo. Ste klinci prisotni samo na družabnih omrežjih ali tudi na kakšni spletni strani? Spletne strani svoje še nimamo zaenkrat, smo pa pred kratkim izdali NFT-je. To so pa, ne znam, če znaš, kaj so NFT-ji. To je zdaj malo s kriptom povezano. Izdali smo v bistvu neko serijo preko ene ekipe, ki je iz Metlike, ta Q-Verse, tako ta vodja firme je iz Metlike oziroma direktor in nam je napisal, da bi naredili NFT, smo bili tak za, tak da nimamo še spletne strani, imamo pa NFT, lahko si kupiš lakita, haskita, majkita, imaš digital artwork, ki pa tudi pripelje svoje perkse, med drugim recimo vstopnice za koncerte, merch dobiš prek tega, tako da smo se začeli že malo isto digitalno, bom rekel, širiti. Imate veliko svojih izdelkov v trgovine na prodaj? Zaenkrat ne tukaj, imamo majice, pa vstopnice za koncerte, to je pa to. Moramo se malo na tej biznis strani še zorganizirati. No, ideje, bom rekel, so postavljene, zdaj jih moramo sem še zrealizirati. No. Iščemo kakšne sponzore, tudi če bi kdo malo pomagal pri temu, da naredimo še klinci hudije, klinci štumfe, klinci spodnje majice, gate. Idej imamo kuk češ, ne? Zdaj pa če kak sponzor se javi, da to eno kolekcijo sponzorira oziroma vse pomaga malo, bomo pa veseli. Tudi za biznis partnere smo odprti, ne? Če nam bojo dali denar. Tako da postate tudi biznismene. Tako. Predzadnja bo Tom Cruiser. Je enako Tom Cruise? Pa ni enako, ne, Tom Cruiser je Tom Cruiser. Tom Cruiser je en del človekove osebnosti, ki ja mislim, da vsak noter, ne. Tom Cruiser je bil isto recimo prvi single iz albuma i Tom Cruiser govori o temu, da mislim, ful je povezan s Tom Cruisom valjda, zato ki Tom Cruise je človek, ki ima največ Tom Cruiser džina v sebi, ne. To je pač pomeni, da ne boš bil v tem nekem udobnem življenju, pa v nekih zaprtih, bi temu rekel, da se ne boš pač samega sebe omejeval, ne, ampak da boš rekel, fuck it, gremo izkusiti maksimalno izkušnje samega sebe, gremo se privezati na avion, pa delati tvoje stante, pa skočiti s padalom, pa ne vem, izpolniti tajno misijo in med temu rešiti še lepo punco pred zlikovcu in vse to vmes delati, dok izgledaš dobro. To je Tom Cruiser, ta mentaliteta, ne. Da v bistvu nadmašiš to neko udobje vsak dan, ampak da se daš neke divje izkušnje, ki Tom Cruise v končni fazi sam svoje stante dela, ne. In tako i mi probamo sami delati svoje stante, ne. Ne rabim stan, mena snemam filme svoji bajti. Ja sam Tom Cruiser, Tom Cruiser, Tom Cruiser, Tom Cruiser, Tom Cruiser. Ja Tom Cruiser i Hannah Montana, cruzamo nema problema, gremo lahko eno na ena, njemu je ena nobena, cruzam pa ne dam izgleda. All inclusive, life telenovela, nove šuze i vsak dan premijera, sanjam buži, brat, fresh atmosfera. Desetka na meni ko pridejo, kapsi im ne smem odklenit. Fuck, lepi problemi ko filan, sam kasno me htjela je ženit. Prav praši za mene, kaže nam slabo misijo ispeljem. Tom Cruise'an kretene, Top Gun swag, bro, ko skočim ti v zelje. Sam svoje stante delam, ne rabim stuntmana. Sam svoji bajti snemam, Tom Cruiser type scena. Cijeli dan sam šetao sam, fleksao tipe da na stran, ljudi zvali su me Tom Cruiser. Djelam se da nimam šans, znate djelao sam se sam, ljudi zvali su me Tom Cruiser. Tom Cruiser, fresh šuze, Tom je teški loser bra, ej, kurve, Tom kulje. Sam Tom je teški šupak bra, hlad bi pršu not reku, pičk pistos fake, kuzo i silikonik bra. Plastic baby za plastic tedne full lepe, kao sam živo dosadan. Svatam pepu dan, ima joka mit ne more, jo pobegni zato ki imam fresh šuze. Skočim za aviona, pukne mad lips, stante delam, nekar gledat stran Tom Cruiser. Sam svoje stante delam, ne rabim stuntmana. Sam svoji bajti snemam, Tom Cruiser type scena. Zapoveja prave stvari, lahko
navalim, ko se spravim, videl boš, da klinci hitro so prestvari. Te pospravim leko, te pospravim, leko se popravim, samo nikdar ne bomo prezdravi. Pameti na pamet, kuko pade ti iz navade, tip na dame padem, znam, zato pravim ti, lek nabavim ti. Ne moraš biti hot, če ne vadiš tip, lek se navadiš tip. Kaj si tak, ni little bit, stari, lahko se ohladiš tip. Kaj praviš lik, rine hite ti v grlo, da zataviš tip. Se mi gadiš lik, nisi te me zdraven, zdaj me vabiš tip. Zdaj me hvališ tip, nisi htel me prej, zdaj me rabiš. Pobliže spatit, kruzamo na beat tip. Dok vi ste že vlegli, nič novo niste rekli. Kruzamo na back, Tom Cruiser my back, Tom Cruiser on smack. Tipa čez pegla se zvil mu je back, 3-krat naredi attack, 2-krat ga vrne v deck. Stanem letalo ko Tom Cruiser, palim ti malo ko Tom Cruiser. Staneš pod mano confusion, vidiš da život ti je illusion. Rahlo ne dotakne, ne premakneš se v levo, premakneš se takrat, ko nekdo ti bo zahteval. Namesto da bi se najdel, ti bi šel samevo, premakne se na levo, lik na desnem pasu pa bi prehiteval. Vprašaj se, kaj Tom Cruiser bi naredil, vprašaj me, dok te bom prehiteval. Aviator pokam night vision v tunelu, main actor Tom Cruiser, spim na refrenu. Veš, Marko, da Tom Cruise baje vse svoje vloge odigral živo brez kaskaderjev. Tako je, to je bila v bistvu ta ideja, ne? Da to je ta ideja v bistvu v ozadju Tom Cruiser komada, ne? Zato ker Tom Cruise je budala, ne, po eni strani, pač on bi lahko definitivno imel kaskadera in noben ne bi opazil razlike, ne, samo ni to fora, da on če imeti ta adrenalin rush, on če se prevezati na avion in posnemat, bom rekel, kak visi iz aviona ali pa skočiti tam z motorom preko 5 gorečih avtov. In to je fora tega celega komada, ne, da se lahko živiš udobno življenje, sem ti rata dosadno. Dajmo se malo pušati, pa dajmo izkusiti maksimalno izkušnjo tega lajfa, ki ga imamo, ne. Kaj ti hitro mine? Življenje. Prehitro. Vas čaka še kar nekaj dela? Čaka, zdaj smo šele začeli v bistvu, ne. Pravijo, da ko album izdaš, da pol šele uradno prideš na sceno, ne, tako da mi smo zdaj po eni strani ful malo časa na sceni, po drugi strani smo pa že kar nekaj časa aktivni, tako da zdaj smo rekli, odkar se album izdal, zdaj sem še gas, zdaj moramo pokazati, da smo lahko novi, bom rekel, nova lica tega žanra, te slovenske muzike, da smo lahko eni od predstavnikov nove slovenske muzike in da ljudi imajo razlog, da nas poslušajo in da se joinajo temu movementu, ne, in to imamo isto v planu narediti. Glasba ostaja hobi ali bo to prešlo v posel? To bom rekel tako, to odvisno kako se izide, ne, definitivno je v planu, da preide v posel enega dana, ne. Nažalost v Sloveniji redko kjer jim to uspe, ampak ja mislim, da s pravo mero dela pa s pravim mindsetom se to da doseči, ne. Dosti artistov v Sloveniji, ki so to dokazali. Še eno, čisto za konec vretiva, mali fura te cure. Komadič v ulici o kolegih, ki se folirajo, ki glumijo, ki vsakič, ko grejo ven, rečejo, da so bili z najlepšo punco na svetu, čeprav vsi znamo, da glumijo. In komadič v končni fazi isto o prijateljstvu, ne, zato ker vsak ima takega enega malega v ekipi, tudi vsak ima en del tega malega v sebi, foleranta, glumca, ne. Ampak pač to je del nas in to je del vsake ekipe in ne glede na to, koliko mali glumi, mi ga še skozi volimo. Skladba za konec tega pogovora. Marko, še enkrat hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno. Hvala tebi, Boštjan. S frendi in se srečamo potem ob naslednjem izdelku, EP-ju ali pa celotnem albumu. Definitivno, ko me čaka me. Moja žena je dosti naredila tega, začetka imaš še spal, je njenega. Brka bo zdaj na komadu, a zacoj. Ja, isto. Doj, čpi. Zdaj te bom rekel. Aj čuje se na nekaj glavi. Moramo več ne očiti. Kričika v zmanjko. Deseci dol. Kje je zdaj te mali? Mali, furate cure, mali pride zdaj ven za uro po ure. Pravi, on se obuva, a mis pojo še burek. Mali pride zdaj ven, ja že pred blokom po ure.
Mali, furate cure, mali, pride zdaj ven za uro po ure. Pravi, on se obuva, a vmes poju še burek. Mali, pride zdaj ven, ja, že pred blokom po ure. Mali, furate cure. Mali, furate cure, mali, furate cure. Mali, furate ure, mali, furate ure. Vse su mu glupe, mali, vse su mu glupe. Mali, furate cure. Pridem i čakam i opet zamuja. Pravi da prideju cure, na koncu spet glumac. Pravi mi jebe što buras, da gremo na bulje, brat. Stopi na žulje, glumi da kulje. Pravi sve su mu glupe. Full su glupe, ja. Full su čudne i glupe, ja. Full mi grejo na živce, ja. Mali vseli fura cure. Followao sve hude cure na netu i fulje. Skusna tekoće mi baš je razmišlja da si tatuje. Trikrat me spusto na sinu, a bloje full nujno. Zove mi čakam ga dolan se javi i pravi ne čujem. Pravi da pride za ven, ja že za uro po ure. Mali, furate cure. Mali, furate cure, mali, pride zdaj ven za uro po ure. Pravi, on se obuva, a vmes poju še burek. Mali, pride zdaj ven, ja že pred blokom po ure. Mali, furate cure, mali, pride zdaj ven za uro po ure. Pravi, on se obuva, a vmes poju še burek. Mali, pride zdaj ven, ja že pred blokom po ure. Mali, furate cure. Nigdje me sreća nije moglo super. Nigdje me dnara nije moglo super. Nigdje me cura nije moglo super. Nigdje bi srećena nije moglo super. Mali se preveč zapufao, zdaj nima več nara. Mali se preveč zapufao, zdaj nima več zajta. Nima več frendov i bajka. Nima več life-a sem vajba. Mali Mali ne kužite cure. Mali furate cure, mali krenujo dol, sem nigdar do nule. Pravi da se obuva, sam prej mora bit budn. Mali furate ure, skuz kasne nigdar do lune. Mali fura, mali furate cure. Mali, furate cure, mali, pride zdaj ven za uro po ure. Pravi, on se obuva, a vmes poju še burek. Mali, pride zdaj ven, ja že pred blokom po ure. Mali, furate cure, mali, pride zdaj ven za uro po ure. Pravi, on se obuva, a vmes poju še burek. Mali, pride zdaj ven, ja že pred blokom po ure. Mali, furate cure. Mali, furate cure, mali, pride zdaj ven za uro po ure. Pravi, on se obuva, a vmes poju še burek. Mali, pride zdaj ven, ja že pred blokom po ure. Mali, furate cure, mali, pride zdaj ven za uro po ure. Pravi, on se obuva, a vmes poju še burek. Mali, pride zdaj ven, ja že pred blokom po ure. Mali, furate cure. Ej, jo, mi smo klinci, poslušate Radioaktivno. Uživajte.